naredimo. Vse pol pa bo. Danes smo postavljali žičnate ovire. Najprej smo postavili ta visoke stebre, nato smo si zakoličili rop in potegnili žico. Na koncu pa še nekaj finez, da nasprotniku otežimo sam prehod. Vajde, draginko mu vas plete. Kratke koščke pa sam klete, pust plete. Ne, si je uredno. Ker pa je kao, da moš. Trebam lahko mod pretrdiš gor. To je fortifikacijska ovira Ježek. Narejena je za preusmerjevanje sovražnika, dobesedno razdelitev sovražniškega voda v več manjših oddelkov. Na primer, tu bi postavili predobrambeno linijo in takrat bi, če je prišel en vod ali več, bi se razdelili na par oddelkov, ker bi hodili okoli ovire in takole, ko bi šli čez druge ovire, bi dobesedno razdelili njihovo vojsko v manjše dele. Zdaj, tako kot vidimo, zelo simpel ovira, enostavna, 3 palice, fortificirana, da stoji stabilno in bodeča žica, da če kdorkoli slučajno pada na njo, ne bo ven prišel. Ne, sam potegni. Kaj za pošilj? Rukne in zabit. Danes postavljamo protipohodne ovire. Uporabljali smo količke in pa bodečo žico. Vse smo mogli pravilno izmeriti, enakomerno porazdeliti količke, na njo naviti žico, tako da se z nobene strani ne more skozi priti. Diagonalo, to je prej. Ja, tukaj imamo protipohodno oviro. Ovira je premična, narejena iz večjih lesenih tramov, žice, te bodeče žice. Namen te ovire pa je, da ustavi nasprotnika oziroma onemogoči njegov prehod na varovano ozemlje. Ne še ko zapet. Bomo šli, bomo dali pa mine od spod, pa še kuč. Nekaj težjega gor dati, ne. Imate, čim več. Bi zdaj še kaj naredili? Eksploziv deluje na taš noter. Zamaskiraš se zdaj tako. Danes smo bili na vadbišču Omaka, smo se učili te protipehotne ovire, pa postavljanje min. Postavljali smo protioklepne mine. Naučili so nas postopki, kako se jih oboroži, razoroži, pa povedali so nam še par trikov z mino. Ali vidi Slovenijo v glavi?